Dobrodošli v Menačakovi domačiji. Naj najprej povem, da tale dogodek danes poteka v okviru festivala Bobri. To je festival kulturno-umetnostne vzgoje. Cilj tega festivala je, da ponuja otrokom kvalitetne vsebine kulturne in pa da spodbuja ustvarjalnost. Ponavadi v dopoldanskem času potekajo različne aktivnosti za šole in vrtce, seveda brezplačne. Takole v popoldanskem pa jih namenimo družinam in pa vsem ostalim obiskovalcem. Tako da dobrodošli na otvoritvi razstave. Danes je z nami Brane Hribar in on je iz Ihana, prihaja rokodelec, ki se je preden se je z vsem tem začel ukvarjati, je najprej slikal, potem je rezbaril in potem ga je pot pripeljala do ustvarjanja z jajčnimi lupinami. Vsi smo radovedni, seveda, katere lupine so to, katero orodje uporabljate, tako da jaz bom kar predala besedo, pa da nam predstavite. Hvala. Več ali manj se poznate, a ne? Drugače pa vse lupine tukaj so gosja lupina izsušena, mora biti posušena pravilno, pa vse so naravne barve, bele. Tako da tudi nobena lupina ni barvana, ni štrihana, kakorkoli. To je naravno bela lupina posušena. Ker pa posušena se gre pa, saj jaz jih tako delam, se pa vsako lupino skicirate prve svinčnikom, preprosto, ker pač imaš idejo z vzorcem, potem se gre pa vrtati. Vrtati, pa brusati, pa tako naprej. Jaz imam gor prištiman, da bom tudi pokazal. To je tudi probal zaradi mene, nekaj lupin sabo, da bo vsak probal občutek dobil, koliko se hiter, recimo, ne vem, stere, karkoli, da preveč pritisneš poč tako. Malo potrpljena moraš imeti, 3-4 urice traja, da enega tazga, ki imamo več lukarn, obdelaš. Če te ne ostane, seveda v rok. Kad ti pa ostane v rok, so pa tam prikazan, ampak ostane ti pa v rok po 3 urah, mečkam pred koncem, pa naredi pek, pa je konc. Pa za 3 ure sediš, pa naslednjega, ampak iz leta sem se že toliko straniral, da prej mi je vsak ta drug ustal, zdaj pa 4, 5, če se preveč igram, mi pa tudi ustaneš, ampak to je že zelo v redu, da 4 naredim, ta 5 mi pa počne, to je zelo dobro, da je že zame, no. Prej bo vsak eno smet, ena da narejena, tako sem pa kena. Se pravim, drugače pa ni nobena, vse je pa odvisno, koliko se iz samo jajčno lupino, ki zrišeš, koliko bo šel v skrajnost, koliko procentov boš ti lupine stran vzel. Zmer imaš tisti limit, ki čakaš, a še lahko vzameš, a še tak pa počne, ti moš pa ta pravca nekaj. Odvisno je pa spet od vzorca samega, ko gre stran, kakšna grafičen vzorc, pa kako drži ta lupina. Je pa res velike razlike. Sama lupina, nobena lupina ni enaka, niti po dolžini, niti po širini, poleg tega je pa tako. Gosi so, to so gosje lupine, seveda ene so spašljene v narav, ene so tako in to se pozna na lupinah, nobena lupina niso enake trdote. Glede na prehrano pa tako naprej več ima kalcija, tralala, ne? In jaz to ne vem, dokaj ne začnem obdelovati, ne? Vidim, lupino je, debelina je več ali manj taka kot je, ampak krhkost je pa odvisna od tistega, ko gosi pojejo ta pravega materijala. Sam to ne moraš vedeti, zdaj pa naročiš, recimo, pa nam v Sloveniji je to težko dobiti, recimo, da jih 50 naročim gosjih lupin, ne. 2 na mesec v bistvu gos znese tam nekje, jih ne dobiš, ne. Pa recimo greš v tujino, pa naročiš tam je pa loterija, ne, lahko dobiš, enkrat sem dobil, ne vem, 50 lupin, a 25 me jih je v roko stal, prej sem se to začel delati. To je loterija, ne veš, kakšne lupine dobiš. Sem pa dobil lupine, ne vem, kje, na Madžarskem, kje, sem pa prej žensko kontaktiral, vedel sem, da ima eno tako farmo, ne, so bile pa res lupine top. Prav z užitkom sem delal, da je trdna. To je pač tista razkirance in loterija z samim lupinom. Pa seveda pri obdelavi, da je pa že preveč nekaj. Ne, jaz imam še eno vprašanje. Odkje pa začetki, odkje sploh zanimanje za to umetnost? Začel sem pa, ne vem, veliko se jih spomne, delo je gospod Grom iz Vrhunke. On je 2006 je začel delati, on je tudi delal za protokolarna darila, ampak on je mu pa tudi patentiruje, on ima pa strogo kulja jajca,
čist majhna in jih je samo obrtul. In je samo iz lukancem naredil tako čipko, recimo, kot jih tlake vidimo, ampak on je samo z lukancem to delal. On je bil res zelo spreten. Nažalost je on 2016 umrl in on je imel tudi certifikat iz obrtne zbornice in sem dal jaz tole certifikat, da bi ga dobil na obrtno zbornico, so bili zelo presenečeni, da je sploh eden to še naprej potegnil. Ker je on pač nažalost spokojen, noben ni pa več iz tega se ukvarjal. To me je pa pač ponesel, sem rekel, pa probo, pa sem pa probo. Zdaj smo pa tle, ko smo. Kaj pa mogoče, če poveste še kaj o motivih, kako jih izbirate, vaš lasten navdih, kje druge najdete navdih, lahko naredite, kar si zamislimo, kako to poteka? Za same motive tukaj jaz v bistvu nadelam niti en jajc ni enak drugemu, kar se motiva tiče. Je pa res, motive jaz delam predvsem grafične. Zakaj grafične? Če se kakšen zastop na grafiko, pa naprej, če je grafično prav razporejen, jaz lahko zelo velik jajca izdolbem, pa da ostane cel, mora biti tudi prave krivulje, pa tako naprej. Skratka, jaz zelo rad grafično obdelujem jajca. Lahko se pa obdeluje tudi čist po željah kjerkakoli, ne vem, inicialke, recimo dela, ki bojo prazenka, lahko se tudi, ne vem, križe gor, da pa ukresti. Skratka, motiv je, kolikor imaš motivov, toliko jih v bistvu lahko naredimo. Res pa seveda na način, da pride do izrazane lupine. To se pa potem prilagodiš. Tako da tla čist z glave, kolikor mi pade takrat, začnem risati, se spomnim enega, probam narediti. Se pravim, tukaj niso res nič, niti eden ni podoben drugu. Ker tudi ni to moj namen, da bi daj serijsko delal. Takrat, ko se spomniš, narediš, če ne gre, gre čez, če gre, pa naslednja. Unikat. Ja, pač to je ročno delo, to je rokodelska zadeva. Vse rokodelce, ki delajo, ne delajo serijsko. To je pa bistvo tega, ročen del. Če pa lahko še rečem, je pa fajn, jaz sem v enem takem svetovnem druženju, ker vsi tole delajo, tele lupine, je pa fajn, da se trenutno še ne da iz računalnikom ali pa s CNC obdelavo jajc obdelati. Imajo programerji, Japonci, pa tele, ki sem z njim na vezi, so že probavali, ampak oni imajo preveč dela, da ne programirajo na mere jajca, imajo več dela s tistem, da motivna programira, ker vsak jajc ima drugačne mere, kot pa če bi še ročno delali. In tudi oni še ročno delajo. Enostavno ne gre. Zato, če niso poštedela, bojo seveda slejko prej, ne. Tako da vsak, pa tudi kdorkoli čez meje, recimo, to je ročen del. Ne mora biti računalniška, ker mora biti ročen del. Zaenkrat je to tako, no bojo pa seveda slejko prej se bo tudi to poštudiralo, ne. Tako da je to res ročno delo, čisto dobesedno, da se drugače ne da narediti. Super, najlepša hvala za tole kratko predstavitev. Vesela sem, da imamo danes možnost, da to vidimo tudi v živo. Zato vas vse vabim v Zgornje Nadstropje. Lahko, kot je gospod Brane rekel, boste lahko tudi sami poskusili, pa verjetno boste zraven še kaj povedali, če bo še kakšno vprašanje. Tako da najlepša hvala, da ste se odzvali našemu povabilu. Po predstavitvi pa še pogostitev in druženje seveda. Tako da vabljeni. Sem bo prišel gor, pa bo pokazal. Delate s pikcami. Ne, kako mislite s pikcami? Vedno zvočem delate, da pikce pa potegnete skupaj. Ja, seveda, ja. Nikoljne črte. Ker, če pogleda, čakaj, da smo tola se vseeno, če probamo. Takole, če hočem pa ven vzeti, ne? Mislim, zbrusiti, da pride ven. Bomo pa tola zamanali. Idemo stran, daj. Ta skulka zobar. Ja, samo ne stisnem, če stisnem to. Mislim, da tukaj je zobar, ja, stisnem delo. Ja. Imam jaz tudi doma v mašinco, sam nisem samo prečam, naprej, ne, ga pelam, ne, pa naredim obliko, kakor mi paše, ne.
Je pa malo zoprno, recimo, da bi šel s telom vrtati, ne, ni to svedara, ne. Zato moramo prej lukance narediti, ne. Potem pa kola, recimo, da obdelamo, ne. Zdaj sem čisto nekaj na pamet, ne. Povežem, zbrusam, ne. Če pa hočeš celo pobrati, gre pa kola celo pobrati, ne. A ja, delajte tudi tako, to sem mislila. Seveda. Črte. Zdaj bomo pa s te strani, ki smo že naredili. Pa je treba pa tole, če bi dela šel naprej, pa tole, pa tole, pa tole, pa moraš biti pa že previden, ne? Ker potem je pa, recimo, da še dela to pobrat, imam že malo prostora, pa tega čez dalje manj, ne? Čez dalje manj moraš biti zabrati, ne? Tukaj ti stisneš, recimo, dela tle še dost mase, če bi še dela takole narediti, ne? Da ga ne bom mogel, ne? Ja, jaz imam doma dve mašince, ena vrta, ena brusa. Tla sem pač samo eno prinesel zaradi samega prikaza. Se bom.